Pozdravljeni! Tako, prazniki in vse, kar spada zraven, je za nami. Vreme nam žal ni bilo posebej naklonjeno. Razen s padavinami in nizkimi temperaturami se spopadamo tudi z naraslimi potoki, rekami in celo ribniki. Tako je poleg vseh poplav v okolici, ki so zaznamovale minule praznične dni, svoje bregove prestopila tudi voda v ribniku v Obrežu, ki je v upravljanju ribiške družine Ormož. Poplavljena je okolica, tudi igrišče za odbojko, in verjeti je, da bodo uporabniki, da ga znova usposobijo, imeli kar veliko dela. Zaenkrat škode še ni mogoče oceniti. Sicer pa so gasilci zaradi naraslih rek in ostalih večjih količin vode v okolici v minulih dneh imeli veliko dela. Tako s črpanjem vode iz zalitih kleti kot sanacijo plazov, saj se jih je zaradi razmočenosti terena sprožilo kar nekaj. V torek popoldne tudi na Lešniškem vrhu. Kljub temu, da plaz ni ogrožal stanovanjskih hiš, so si plaz ogledali gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Ormož in predstavniki občine. Je pa v minulih dneh bil poplavljen tudi gasilski dom Prostovoljnega gasilskega društva Miklavž pri Ormožu. Vodo pa so črpali tudi iz kleti stanovanjskih hiš v Vinskem vrhu, Frankovcih in v Mihovcih. Kot so nam sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, je minulo nedeljo zvečer podtalna voda v Središču ob Dravi zalila kleti v 4 stanovanjskih hišah. Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Središče ob Dravi so vodo izčrpali. Že takoj v torek po praznikih so se ormoški občinski svetniki sestali na nadaljevanju 21. seje in med drugim sklenili, da bo potrebno plačevati nekaj več za komunalne storitve. V nadaljevanju 21. redne seje so se svetniki med drugim seznanili z letnim poročilom komunalnega podjetja Ormož o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi ter v delu občine Ljutomer za leto 2012. Prav tako so slišali poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda ter o ravnanju z odpadki v občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Sicer pa so soglašali tudi z novimi cenami za vse naštete gospodarske službe. Poraba vode, odvajanje in čiščenje bo tako s 1. majem dražja za 26%, kar pri 12 kubičnih metrih porabljene vode na gospodinjstvo pomeni 4,13 €. Novost pri obračunu je omrežnina, ki znaša 3,55 €, ki pa bo subvencionirana z občinskega proračuna. Tako bo doplačilo omrežnine po gospodinjstvu znašalo 45 centov. Odvoz odpadkov pa bomo za 120-litrsko posodo od 1. maja plačevali 41 centov več, kar pomeni 5,15% zvišanje cene. V petek je župan Aloj Sok sklical nujno tiskovno konferenco, s katero se je odzval na minulo tiskovno konferenco, kjer je opozicija predstavila svoja stališča do dogajanj v domu starejših občanov okrog hitre ceste in podražitve komunalnih storitev. Vzrok za nujno tiskovno konferenco je župan Aloj Sok uvodoma tako pojasnil. Sporočila iz ponedeljkove tiskovne konference so bila, bi rekel, tako sporočilna, tudi tako nekateri elementi močno zavajajoča, pol resnična ali pa neresnična, tako da se enostavno na to moram odzvati, ker je ta informacija šla tudi javnost in sve kot župan moram nekatere zadeve z tega mesta povedati, da se javnost preveč ne vznemire. Najprej se je župan ustavil ob, kot pravi opozicija, nevzdržnih razmerah v domu starejših občanov v Ormožu. Jaz seveda iz tega mesta zanikam kakršnokoli poslabšanje bivalnih razmer v domu za ostarele. Kot sem že rekel, je popolni nesmisel sedaj po zimi govoriti o mravlja. Če pa so kakšne sobe potrebne investicijskih vlaganj zaradi vlage, potem pa bi se pravzaprav gospod Trofejnik mogel najbolj vprašati, kako je vendar to mogoče, da v domu, ki je star malo več kot 10 let, moramo reševati problem vlage. Ugotovilo se je, da je
hidroizolacija v tem domu neustrezna, da v nekaterih mestih sploh ni bila izvršena in že v preteklih letih smo največ denarja v domu, tisto koliko je pač bilo možno, vlagali v to, da smo izboljševali izolacijo doma za ostarele. Tako da je en celi del vzhodne in pa južne že bil saniran, seveda bo potrebno še hidrološko sanacijo izvesti na vzhodnem delu in pa na severnem delu doma za ostarele. Tako da te investicije tudi počasi potekajo in se seveda v odvisnosti od razpoložljivih virov tudi vsako leto določena sredstva v ta namen tudi namenjajo. No, nadalje je gospod Trofelnik na tiskovni konferenci problematiziral tudi ugotovitve raznih inšpekcijskih služb. Jaz moram povedati, da je v domu v preteklem letu svoj pregled opravila tržna inšpekcija, potem delovna inšpekcija, socialna inšpekcija. Nobena od teh inšpekcijskih služb ni ugotovila nobene nepravilnosti. Gospod Trofelnik pa je to označil delo inšpekcijskih služb kot politično voden proces. To je seveda popolni nonsens. Mi vsi vemo, da so inšpekcijske službe neodvisne in da občine kot lastnike doma za ostarele v ničemer niso mogle, niti niso želele, da bi vplivali na ugotovitve in pa zaključke inšpekcijskih služb. Mi smo te zapisnike tudi že svetnikom dali, tudi novinarji ste jih dobili, vedno, ko smo jih mi prejeli, tako da po tem segmentu moram reči, da je o tem govorite v tem trenutku popolni nesmisel. Torej, rad pa bi povedal, da problem našega doma za starejše občane so anonimke, da te anonimke prihajajo iz samega doma. Sedaj mi je seveda vse bolj jasno, kdo pri vseh teh anonimkah sodeluje in da pravzaprav te anonimke kažejo, da v tem domu obstajata dva tabora. En tabor, ki je precej agresiven, ki tudi nenehno izraža neke zahteve, pa potem drugi del, ki pa to, bi rekel, stoično prenaša in predvsem želi v domu delati in pa ustvarjati. Torej, to je en problem. Na tiskovni konferenci se je tudi videlo, da je gospod Trofelnik z vsemi temi anonimkami zelo dobro seznanjen, se pravi, da se vse te zadeve ali njemu pošiljajo ali pa celo nastajajo blizu njegovega kroga. Rad bi povedal še to, da je on na tiskovni omenjal tudi neko pismo, ki naj bi ga sedanja vršilka dolžnosti razdeljevala delavcem v domu za ostarele. To seveda ne drži. Jaz sem napisal eno pismo in sicer prvo podpisane gospe Mihaeli Voršič in pa dal v vednost vsem tistem, ki so to pismo podpisali. Šlo pa je seveda za neko pisanje strani določenega števila delavcev o ugotovitvah v samem domu. Kar se tiče mojega odpisa, sem v glavnem pač opozoril na to, kako ti problemi, kako sam vidim te probleme, kje so se začele in kako so ti problemi tudi v bodoče razrešljivi. Glede gradnje hitre ceste Ormož-Hajdina je razložil potek dogodkov, na katere žal lokalna skupnost nima veliko vpliva. Sploh pa je treba počakati na dokončno sestavo nove vlade. Je pa župan v nadaljevanju pojasnil dejstva okrog podražitve komunalnih storitev. Gospod Trofelnik je tukaj govoril o nekih enormnih, velikih povečanjih. Moram povedati, da ni povedal vse resnice. Jaz vam, oziroma ste dobili v gradivo vse te številke, tako da ste imeli, recimo, če grem sedaj na področje kanalizacije, imate staro ceno, pa imate novo ceno. Gospod Trofelnik je na tiskovni povedal samo pol resnice. Res je, da se kanalščina povečuje iz 0,12 evrov na, si moram dati te očale, na 0,34, ampak res pa je tudi, da gospod Trofelnik ni povedal, da pa se omrežnina iz 3,55 evrov manjša na 1,59.
Se pravi, za potrošnika bo potem pomembno, kolikor bo na koncu na položnici skupni račun, ne pa da se sama polovica pove, se pravi, koliko bo končna cena. Namreč mi že leta dolgo na postavki kanalizacija in pa čiščenje odpadnih vod dosegamo minus. Letos je bil zabeležen negativni rezultat v višini 67 000 in zaradi tega seveda je bilo treba samo ceno kanalščine povišati, smo pa, da bi bil dvig neprevisok, znižali tudi v skladu z to direktivo o metodologiji določeno cen samo omrežnino. Tako da se bo, če povem v številke, pri 12 kubike, kar tudi največkrat je količina uporabljene vode na gospodinstvo, ta cena na mesečni ravni povečala za 4,13 €, kar pomeni povečanje približno za 41%. Pri tisti uporabniki, ki pa 8 kubikov uporabijo, pa se bo ta cena povečala za 2,25 € oziroma 1,28 za 28% in nekaj več, se pravi indeks je 128. Tako da, če gledamo suma sumarum povečanje na postavki kanalizacije in pa čiščenja odpadnih vod, bo to povečanje za približno nekaj več kot 25%. To je tudi edino večje povečanje, ki se tiče naših gospodarskih javnih služb. Mi vemo, ali pa sami novinari ste lahko, pa tudi javnost je lahko sledila, da so skozi medije napovedovali ob sprostitvi oblikovanja cen komunalnih storitev enormna povečanja, tako na področju vodooskrbe, kot na področju kanalizacije, kot tudi na nekateri druge področju gospodarskih javnih služb, kot so odpadke. No, gospod Trofenik je tudi povedal pol resnice pri dvigu cen za komunalne odpadke. Ni namreč povedal, da se bo ob tem, ko se bo zbiranje komunalnih odpadkov povečalo iz sedanje cene 3,08 € na 5,94 €, da pa se bo odlaganje zmanjšalo od 3,44 na 1,08, tako da bo za 120 litrsko posodo povečanje na mesečni ravni za 0,41 centa ali 5,15%. Za konec pa je župan Alojz Sok še dodal. In še enkrat povem, ne vem, komu koristi to, da se v javnost dajo neke polresnice, delne resnice, v marsičem bi lahko to tudi označil kot namerne laži. Poleg številnih dejavnosti, ki jih v okviru programa Cindi izvajajo v ormoškem zdravstvenem domu, je tudi program zdravega hujšanja. Ena izmed delavnic je pred kratkim zaključilo 15 udeležencev, ki so na svoje rezultate zelo ponosni. Nič manj pa se na rezultatov ne veselijo njihovi mentorji. Poslanstvo programa Cindi Slovenija je prispevati k ohranitvi in krepitvi zdravja in kakovosti življenja slovenskega prebivalstva. Prizadeva si zmanjšati smrtnost, obolevnost in umrljivost zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni. Aktivnosti so usmerjene predvsem v izobraževanje, ozaveščanje in svetovanje v zvezi z zdravim načinom življenja ter v aktivno pomoč posameznikom pri ohranjanju zdravega načina življenja ali pri spremembi tveganih življenjskih navad. Ena izmed delavnic, ki jo izvajajo v ormoškem zdravstvenem domu, je tudi zdravo hujšanje. Gre za delavnice, ki jih izvajamo preko programa Cindi. To je preventivni program, ki ga izvajamo preko zdravstveno-vzgojnega centra Ormož. Imamo dolge in kratke delavnice in to je dolga delavnica, zdravo hujšanje, ki nekako traja 4 do 5 mesecev oziroma imamo 16 srečanj, na katerih se imamo telovadbo oziroma gibanje in potem predavanje o zdravi prehrani, o motivaciji, ki jo rabimo pri zdravem hujšanju. Poudarek je predvsem na tem, da čudežnega zdravila za hujšanje ni in da so predvsem glavni oni sami udeleženci, vsi mi, ki pač moramo nekaj narediti v tem času za svoje zdravje. Temeljimo na tem, da z zmanjšanim kaloričnim vnosom, o poučevanju o izbiri živil, katera so tista, ki so mogoče malo bolj zdrava v tem
času in da preko telesne dejavnosti gibanja zmanjšamo nekje na teden 0,5 do 1 kilograma, zato tudi imamo tedenska srečanja vsaki teden in se tudi tehtamo. Tukaj gre za počasno, zdravo hujšanje, ne preko nekih drastičnih diet ali kakorkoli, predvsem na zdrav način in da v teh 4 mesecih nekako osvojimo ta znanja in se pripravimo potem za naprej, da vzdržujemo potem to telesno maso naprej. Poleg učenja, kako se zdravo prehranjevati, so v delavnicah velik poudarek dali tudi telesnemu gibanju, brez katerega ni zdravega življenja. Za vsakega udeleženca so pripravili tudi poseben program telesnih vaj. To je ponavadi v takih skupinah, kjer so zelo mešane, zelo velik problem. Imamo mlade ljudi, ki so stari niti 20 let, v bistvu zdravi. Imamo ljudi, ki so po srčnih infarktih, ki imajo omejitve pri gibanju. Imamo z bolečinami, z umetnimi kolki in v bistvu se je treba individualno prilagajati vsaki skupini posebej. Probamo oziroma moramo tako delati, da ni rizično za nobenega od pacientov, zato tudi vse opozarjamo, kaj kjeri lahko dela, pa kaj kjeri ne sme dela. To se pravi, da moramo tudi poznati njihove anamneze, moramo poznati njihove zdravstvene probleme in v bistvu moramo celi cajt ves čas sodelovati, pa ves čas komunicirati in oni morajo meni povedati, jaz pa njim, kakšni so problemi, pa kako se da rešiti. Pri prvem obisku imamo preglede oziroma anamneze jemljamo. Pomembna stvar, ki še se na prvi uri dogaja, je analiza telesa. To se pravi, imamo napravo, ki izmeri procent telesne maščobe, procent mišične mase, da na koncu vidimo, kak je kjeri človek v bistvu izgubil ali mišično maso ali maščobno tkivo. In to je v bistvu cilj naš, da naši kandidati oziroma udeleženci delavnic izgubijo čim več maščobne mase, ne pa mišične mase. Ne? In zato je telesna dejavnost v bistvu te delavnicah tako zelo pomembna. Ne? Poznamo več vrst gibanja, to se pravi kondicijske treninge, to so sprehodi, kolesarjenja, nordijska hoja in pa vaje za moč. Vaje za moč so pri hujšanju zelo pomembne, da ohranjamo mišično maso, kot smo prej dejali. Ne? V bistvu bi moglo biti tak 5 dni na teden kondicijskega treninga, to se pravi sprehoda, 2 do 3 na teden, pa še po par minut vaj za moč. V zadnjo delavnico zdravega hujšanja je bilo vključenih 15 udeležencev, ki so z veseljem sodelovali in dosegli zavidljive rezultate. Z rezultati sem v tej skupini izredno zadovoljna. Tudi vsi tisti, ki mogoče niso izgubili toliko kilogramov, so sami rekli, da so ogromno pridobili pač nekaj znanja glede zdrave prehrane, tudi izgibanja, nekaj pa je tudi doprineslo k dobremu počutju tudi našo medsebojno prijateljstvo, ki se v takih skupinah seveda razvija. Vsak od udeležencev delavnic je imel dober razlog za udeležbo, sploh pa odlično motivacijo v odločitvi, da je pa treba kaj narediti zase. Udeležil sem se, ker sem pa čutil potrebo, da zmanjšam telesno težo nekje, ker sem bil pretežak za, mislim, pa tudi glede zdravja. Ne? Zdravje se je popravilo mi nekje, ne, malo. Koliko vam je uspelo sklesati kilogramov v tem času? Shujšal sem cirka 20 kilogramov. V kakšnem času? Tam nekje od 15. odnosno 16. novembra pa do zdaj, do marca nekje, ne, tu krok, da smo nehali krok 20. Ja. No in kdaj ste se odločili, kaj je bilo odločilnega pomena, da ste se odločili torej priti v te delavnice? Prvo bi se, mislim, priporočala mi je tudi dr. Marta Rankl, da bi naj napravil nekaj v zvezi z temi, mislim, da bi shujšal nekje. Ne? In jaz sem pa imel željo tudi, pa voljo, da bi spravil dol, ne, to malo te kile odvečne, ne, in to je bilo to. In vam je uspelo torej? Uspelo mi je. No in kaj ste spremenili v svojih navadah? Razen tega, da ste se udeleževali delavnic, kaj recimo doma, prehrana? Doma, ja, zahvaljujoč moji ženi, lahko rečem, sem
uspel te rezultate nekje, ne. Saj tudi ona je kuhala nekje tak, kot ženske pač kuhajo, samo se držala pač teh navodil, ko smo jih dobili tu in je tudi ona spravila kile nekje na normalno težo, tisto nekje, ne. Imela sem pač prekomerno telesno težo, želela sem shujšati. To sem že večkrat probala, mi je sicer uspelo, ali kile so hitro prišle nazaj. Zato sem se pač odločila za te delavnice, ki sem res dosta dobila znanja o prehrani. Imeli smo preventivni pregled in tam sem pač dobila potem pošto, da se lahko vključim v delavnice. Malo sem sicer oklevala, ampak želja je bila večja, pa sem se pač odločila za ta program. No in kaj vam je pravzaprav pomagalo, ne? Ker vemo, kako hudo je pravzaprav se odrekati hrane. Ja. Verjetno je tudi ena moralna podpora. Ja, sigurno v skupini, ko prideš, se srečaš malo, se malo izmenjaš mnenja in vsako nadaljno srečanje ti da motivacijo, da pač nekaj narediš za sebe. Dušila me je sestra, ki je tudi dobila vabilo, pitala, če bom šla, se rekla takoj, pa mi ni ježila. Jaz sem bila ali sploh navdušena, da bi šla, ali se nikdo ni tako zasledila, tako me takoj prepričala. No in kako ste si pravzaprav prilagodili jedilnik? Po teh brošurah, kaj smo dobili, bi se zahvalila tudi možu, ker sem zaposlena in on kuha, tako je meni posebej kuha. Tako je, sploh ni bilo No, problema. čega recimo ste se izogibali pri prehrani? Zmanjšala sem obroke, obvezno maščobe, zelenjave dosta, sadja dosta pojem. Koliko kilogramov vam je uspelo? Nekje 15 kilogramov. Ste zadovoljni, se počutite? Ja, dosta boljše, tako ne moreš primerjati, lažje se giblješ. Za vse tiste, ki so še v dilemi in v uspešnost delavnic dvomijo, pa imajo zadovoljni udeleženci sledeča sporočila. Svetujem vsakemu tistemu, ki ima željo, pa voljo, pa potrebo, da se pač vključi v te delavnice, pa da proba nekaj napraviti za sebe, odnosno za svoje zdravje. Jaz mislim, da je dobro, če se odločijo, da vidijo. Vse prvič je res sem bolj tak, greš skeptičen. Ko pa enkrat začneš, pa vidiš, da je to dobra stvar, da veliko pridobiš za sebe, pa še za druge družinske člane. Da se naj samo odločijo, pa kaj ne da žal. No, kaj vam je od vsega v teh delavnicah bilo najbolj všeč? Glede za zdravo prehrano, to si se dosta naučil. Gibanje, tudi gibanje sem se naučila tudi doma, ker sem se pred res ni gibala. Zdaj sem tu dobila direkt na vodo. Tako, sem dosta odnesla. Postopek, kako priti zraven, je sledeč. Podlaga za delavnice so preventivni zdravstveni pregledi za srčno-žilne bolezni. Tam se v ambulantah naredi ocena tveganja, potem tudi indeks telesne mase se določi in na podlagi tega se zdravniki odločijo, kam bodo poslali svoje paciente, ali v zdravo hujšanje, ali v delavnico zdrave prehrane, ali telesna dejavnost, ali zdrav življenjski slog. Poleg tega, poleg teh preventivnih pregledov pa še so potem tisti, ki so mlajši, ki še nimajo teh pregledov, pa na podlagi njihove telesne mase se zdravnik odloči, se izda napotnica in se napoti v naš zdravstveno-vzgojni center, CINDE, da se potem izvajajo delavnice. Mi jim potem pošljemo na podlagi napotnic domov vabila in potem je na njih, kako se bodo odločili, ali se bodo odzvali ali ne. In ravno tu bi zdaj poudarila, da je mogoče zdaj tisti trenutek, mogoče ta oddaja, ravno tista pravšnja, da bo še tiste, ki dobijo vabilo v prihodnosti, da mogoče sprejmejo ta izziv in kot so rekli naši udeleženci, da vidijo, kaj počnemo, na kakšen način lahko ukrepimo in potem svojo zdravje in kaj lahko naredimo za svojo kakovost zdravja. Seveda bi vsekakor pričakovali, da bi bila udeležba večja. Zato se trudimo
da tudi hodimo na teren, poskušamo na ta način predstaviti naše programe, ki v zdravstvenem domu izvajamo in upamo, da bo v bodoče seveda udeležba temu primerno tudi večja. V okviru tega programa seveda dvakrat letno oziroma v zadnjem letu smo vključili tudi zunanje občine, izvajamo tudi test hoje, s katerim seveda poskušamo privabiti še več udeležencev oziroma nekje spodbuditi k skrbi za zdravje tudi širšo populacijo. Seveda bi že danes ob tej priložnosti povabila tudi, da bi udeležba bila večja. Preko medijev tudi obveščamo, kdaj te teste izvajamo in bi seveda na ta način tudi nekje poskušali vključiti bolj aktivno v telesno dejavnost, ne samo v test hoje, ampak tudi kot telesna dejavnost. Vemo, da je možnost izvesti tudi posebno delavnico, ki je seveda širše zasnovana in s tem seveda doprinesemo več k zdravju. Kljub temu, da se naši zdravniki kar trudijo v okviru časa seveda, ki ga imajo, spodbujajo svoje paciente, ampak mislim, da bo potrebno na tem področju narediti še več. So referenčne ambulante kaj pripomogle k temu? Referenčne ambulante, ki so se odprle tudi na našem področju, moram reči, da so kar precej doprinesle k temu, da se paciente vabi, spodbuja in v bistvu v okviru teh ambulant je tudi časovno več možnosti, da se pacientom obrazloži, kako je potrebno skrbeti za svoje zdravje. Več o aktivnostih znotraj Cindi programa tako lahko izveste na več načinov. Odlična priložnost za vse podrobnosti pa so tudi dnevi odprtih vrat. Tudi v letošnjem letu bomo v mesecu aprilu, ravno na soboto 20. aprila, organizirali drugi dan odprtih vrat, tako da lepo vabljeni vsi naši pacienti, uporabniki, da se lahko potem tudi seznanijo z vsemi našimi aktivnostmi preventivnimi, ki se izvajajo v zdravstvenem domu. Vsekakor pa tudi podpiramo naše izvajalce teh delavnic zdravstveno-vzgojnih z, kako bi rekla, tudi finančnimi sredstvi, tako da zagotavljamo prostore, ki niso včasih tudi izven zdravstvenega doma, na šolah imamo dogovore, da potem te delavnice lahko potekajo v primernih prostorih, temu primerne vsebini zdravstveno-vzgojni. Veliko aktivnosti se potem izvaja tudi v letnem času zunaj, kot so testi hoje, gibanja, tako da nekako poskušamo približati svojo dejavnost našim uporabnikom. Kakorkoli, veljalo bi potrkati na prava vrata in izkoristiti dane možnosti, ko gre za zdravje. Zdaj pa še med kulturnike. Javni sklad za kulturne dejavnosti območna izpostava Ormož je v petek pripravil že svojo 5. območno srečanje. Tokrat so se v Ormoškem domu kulture predstavili mladi gledališčniki. Območno srečanje otroških gledaliških skupin Ormoška izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti imenuje Igrajmo se gledališče. Čeprav je vseh 7 predstav, ki smo jih videli v teku dopoldneva, veliko več kot igra. Mladi so svojimi mentorji zagotovo dali vse od sebe in znova pripravili paleto zanimivih otroških gledaliških predstav. Se izkazali z domiselno režijo, scenografijo, kostumografijo in z glasbeno opremo. Tako so se predstavili Pikini prijatelji iz vrtca Ormož, gledališka skupina 9 razredov osnovne šole Ormož, gledališki klub in krožek osnovne šole Miklavž pri Ormožu, ki se je predstavil z 2 predstavama. Gledališka skupina osnovne šole Stanka Vraza, gledališki krožek osnovna šola Velika nedelja in gledališka skupina Dionis iz osnovne šole Ivanjkovci. Strokovni spremljevalec srečanja je bil poznavalec Miha Golob, ki pri odločitvi za gledališke skupine, ki so si prislužile nastop na regijskem srečanju, zagotovo ni imel enostavnega dela.
Sicer pa je v tekočem tednu javni sklad organiziral še srečanje otroških plesnih skupin, ki je potekalo v Ormožu, ter srečanje odraslih folklornih skupin, ki pa potekalo v soboto v Domu kulture v Obrežu. Sicer pa je Veliki petek prinesel tudi zanimiv koncert. Namreč v Beli dvorani grajske pristave so se svojim učencem, njihovim staršem in ostali zainteresirani javnosti s koncertom predstavili učitelji ormoške glasbene šole. Na koncertu se je najprej predstavila sopranistka Tina Pečar-Laznik ob klavirski spremljavi Tomaža Zamuda. Nato je ob klavirski spremljavi Larise Petek na violino zaigrala Eleonora Bruk. Helena Verbančič se ob klavirski spremljavi Urbana Kuharja predstavila na violini. Potem sta ob klavirski spremljavi Tomaža Zamuda zapeli sopranistki Tina Pečar-Laznik in Renata Horvat. Več kot neobičajen se na prvi pogled zdel kvartet, harmonika, klavir, violina in flauta. Ampak profesorji Darinka Vidovič, Larisa Petek, Eleonora Bruk in Helena Verbančič so dokazali, da našteti instrumenti tudi skupaj zelo dobro zvenijo. Na koncertu so v takšni kombinaciji zaigrali celo 2 skladbi. Potem je zapela sopranistka Renata Horvat ob spremljavi harmonike Jožeta Barina Turice. Za konec pa še kvartet oziroma zasedba, ki zagotovo ogreje. Vladimir Krničar na trobenti, Rado Munda na klarinetu, Jože Barin Turica na bas kitari in Franc Štohec na frajtonarici. In če sta to 2 Avsenikovi, je navdušenje zagotovljeno. Nadaljevanje pa med športnike. Kljub praznikom se je dogajalo tudi na športnih terenih. Takoj po oglasih. Bi želeli osvežiti svoj dom z novimi barvami? Potem se oglasite v trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič. Ponuja vam široko paleto notranjih fasadnih barv, ometov ter barv za les in kovino, ki vam izmešajo v najsodobnejši mešalnici barv. Ponuja vam tudi demit fasade, razne štukature in okrasni stiropor. Za avtoličarje ponujajo širok izbor avtoličarskega materijala, navadne akrilne in metalik avtolake, ki vam jih prav tako zmešajo v željenem tonu. V prodajnem programu pa boste našli tudi razna lepila, lake za parket, izolacijski material, fugirne mase, izravnalne mase, kite, akumulatorje, čistila, plin v jeklenkah ter vse pripomočke za domače mojstre. Trgovino Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu lahko obiščete vsak dan med 7 in 17 uro, v soboto med 7 in 13 uro. Telefon 740 01 70. Gostilna Črni ribič v Frankovcih. Za vse, ki si radi privoščite ribje ali druge specialitete, ter se sprostite v prijetnem okolju. V gostilni Črni ribič je prostora za 70 gostov, v poletnih mesecih pa jih do 30 sprejme tudi terasa. Nudijo vam a la carte različne ribje specialitete, a la carte ostale jedi, malice, kosila, catering, organizacijo porok in abrahamov, izletniška kosila ter še in še. Pričakujejo vas vsak dan, razen ponedeljka od 11. ure naprej, od torka do petka do 22. v soboto do polnoči in v nedeljo do 20. ure. Dobrodošli v gostilni Črni ribič, Jožef Dragarič SP, Frankovci 2A, ob glavni cesti iz Ormoža proti središču ob Dravi. Naj zadiši po morju. Ko Savinjski griči ponujajo vse svoje lepoti in ko žlahtna kapljica polepša dan, glasi vabilo na turistično kmetijo Puklavec v Zasavcih 21 Miklavž pri Ormožu.
Poleg odličnih vin, ki jih na kmetiji pridelajo v svojih vinogradih, pa se na turistični kmetiji Puklavec lahko pohvalijo tudi s pestro kulinarično ponudbo, ki temelji na izvirnih domačih receptih. Ponuja čar krušne peči in pristnosti. Tudi odličnih slaščic ne manjka v ponudbi in vsega, kar bo zadovoljilo še najizbirčnejšega gosta. Na kmetiji Puklavec vas bodo z veseljem popeljali na degustacijo vin v svojo bogato založeno klet, vas pogostili pod brajdami, poskrbeli za glasbo in vam končno v svojih sobah za goste ponudili tudi prenočišče, če boste tako želeli. Na turistični kmetiji Puklavec v Zasavcih 21 Miklavž pri Ormožu lahko hkrati postrežejo 60 gostom. Vse informacije pa ponujajo tudi po telefonu 041 916 343. Dovolite si razvajanje in privoščite si sonca med vinogradi na Zasavškem griču pri Puklavcu. Ormoško pivo ogrelo nas bo, kapljico zlato za dušo telo. Pozdravljeni! Velikonočne praznike smo preživeli z rokometno reprezentanco mlajših kadetov Slovenije, letniki 1996 in mlajši, ki so se od četrtka 28. marca do ponedeljka 1. aprila mudili na močnem mednarodnem turnirju v Bosni in Hercegovini. Natančneje v Bugojnem, mestu, ki šteje okrog 40.000 prebivalcev. Prebivalstvo je v 42% sestavljeno iz Bošnjakov, v 34% iz Hrvatov in v 19% iz Srbov. Kraja Ormož in Bugojno sta oddaljena nekaj več kot 400 km oziroma dobrih 8 ur vožnje ob postankih za avtobusom. Slovenska reprezentanca je v času turnirja bivala v hotelu Rostovo, ki je bil od mesta Bugojno oddaljen 12 km. Poleg Slovenije so v hotelu, ki je znan po obisku športnikov, bivale še reprezentance Katarja, Slovaške in Hrvaške. Mladi športniki so se imeli priložnost počiti na nadmorski višini 1160 metrov, na čistem zraku, nedotaknjeni naravi in ob lepotah etnosela Babiči. Hotel Rostovo se lahko pohvali še s smučarskim centrom, ki je v 2 progah namenjen smučarjem začetnikom. Posebnost mesta Bugojno in okolice so še potepuški psi, katere nevestni ljudje odvržejo kot mladiče, ki se potem iz dneva v dan borijo za svoje življenje. Za nekaj takšnih kužkov so v času turnirja za hrano skrbeli mladi Slovenci. Pa se preselimo k lepšim stvarem, ki so se dogajale mladim Slovencem v kulturno-športnem centru Bugojno. V konkurenci letnikov 1996 je na turnirju nastopalo 8 reprezentanc. Poleg gostiteljev Bosne in Hercegovine ter Slovenije še Hrvaška, Srbija, Črna Gora, Makedonija, Slovaška in Katar. Ekipe so v pretekmovanju bile razdeljene v 2 skupini. V zaključku turnirja pa so se glede na rezultat v pretekmovanju reprezentance pomerile za 1., 3., 5. in 7. mesto. Prvo tekmo je Slovenija odigrala proti gostiteljem, ki so se v letu 2013 redno vsak mesec zbirali na skupnih pripravah. Reprezentanco Bosne in Hercegovine vodi Jasmin Mrkonja, ki ga starejši ljubitelji rokometa poznate kot krilnega igralca olimpijske reprezentance Jugoslavije in igralca šapske metaloplastike, s katero je 4-krat postal državni prvak, 2-krat pokalni prvak in leta 1985 in 86 evropski klubski prvak, skupaj z Bašičem, Vujovićem, Vukovićem, Isakovićem, Portnerom in Cvetkovićem. Rokometna zveza Bosne in Hercegovine bo poleti v mestih Sarajevo, Banja Luka, Zenica in Ljubuški gostila svetovno prvenstvo mladincev letnikov 1992 in mlajših. Slovenija je prvo tekmo pričela z vodstvom 2-0. Na prvi zadetek domačinov pa so varovanci trenerja Saše Prapotnika odgovorili s serijo 7 zaporednih zadetkov in v 15. minuti je Slovenija vodila z visokih 9-1. Obramba je bila čvrsta in nasprotnik se je mučil vsak napad, da sploh pride do zadetka. Ob odlični igri je prednost Slovenije naraščala iz minute v minuto in tik pred odmorom že znašala 13 točk, 17-4. Domačini so tik pred koncem prvega polčasa zadeli in znižali na 17-5. Kar 9 igralcev Slovenije se je že do odmora vpisalo med strelce.
V nadaljevanju je prednost Slovenije še dvakrat narasla na 13 zadetkov prednosti. Pri izidu 21-8 in 28-15. Bosna in Hercegovina se nikakor ni znašla na slovenski obrambni različici 5-1 in 6-0. Mrežo vratarjev Bosne in Hercegovine je do konca tekme zatreslo kar 11 rokometašev Slovenije. Zanimivo, da se med strelce niso upisali le vsi trije krožni napadalci, Jakob Bedžeti, Matic Topolovec in Darko Stojnič. Sam zaključek srečanja je pripadal domači reprezentanci, ki je 4 zaporednimi goli znižala zaostanek iz -13 na -9. Za Slovenijo je Urka Stelec zbral 7, Žiga Urbič 5 obramb. Za zmagovalce sta po 6krat zadela Jaka Malus in Grega Krečič, po 3krat Blaž Janc in Miha Kolmančič. Slovenija, Bosna in Hercegovina 28-19, polčas 17-5. Na drugi tekmi slovenske skupine je Srbija tesno z 20-19 ugnala Črno Goro. V drugem krogu pretekmovanja so nasproti Slovencem stali sovrstniki Črne Gore. Tekmo so odlično pričeli Slovenci, ki so v 5. minuti povedli 4-0. Črnogorci so svoj prvi zadetek dosegli šele v 6. minuti, nato pa dodali še 5 zaporednih točk za vodstvo Črne Gore v 10. minuti s 6-4. Trener Prapotnik je z minuto odmora prebudil svojo ekipo, ki je znova zaigrala odlično in si po delnem izidu 11-2 priigrala že 7 točk prednosti, 15-8. Za konec prvega polčasa sta še 2 zadetka končala v slovenski mreži, za izid polčasa 15-10 v prid Slovenije. Po visokem vodstvu je sledil novi padec v igri Slovenije in Črnogorci so hitro 4 zaporednimi goli znižali na 15-12. Z nekaj obrambami vratarja Kastelica je prednost hitro narasla iz 3 na 8 zadetkov, 25-17. Do konca tekme so mladi Slovenci povišali prednost na končnih 9 točk, predtem pa se med strelce vpisalo kar 12 igralcev. Vratarja Slovenije sta skupaj zbrala 9 obramb, Kastelic 7 in Urbič 2 obrambi. S 7 goli je prvi strelec zmagovalne ekipe bil Janc, 6 točk je dodal Krečič, 4 Kolmančič in 3 Malos. Slovenija Črna Gora 32-23, polčas 15-10. V drugi tekmi drugega kroga je Srbija za 21-20 ugnala Bosno in Hercegovino. Tako je bilo jasno, da bo v potniku v veliko finale odločal tretji krog pretekmovanja in tekma med Slovenijo in Srbijo. Tekmo, ki je odločala o zmagovalcu pretekmovalne skupine, so Slovenci odigrali proti Srbom. Zaradi tehničnih napak žal nimamo slike z te zanimive tekme, na kateri so z izidom 23-18, polčas 13-7 slavili mladi rokometaši Slovenije. Eno boljših predstav je na tekmi proti Srbiji prikazal vratar Kastelic z 11 obrambami. Malus je z 8 zadetki bil prvi strelec ekipe, Janc in Krečič sta dodala po 5 točk. Slovenija-Srbija 23-18, polčas 13-6. Dve najuspešnejši ekipi iz pretekmovanja sta se uvrstili v veliko finale, in sicer reprezentanci Slovenije ter Hrvaške. Slovenci so v pretekmovanju ugnali Bosno in Hercegovino, Črno Goro in Srbijo. Na drugi strani je hrvaška reprezentanca premagala Slovaško, Katar in Makedonijo. Reprezentanci Slovenije in Hrvaške sta se srečali že konec meseca decembra v Gorišnici, kjer so obe tekmi z 2 goloma prednosti dobili varovanci trenerja Prapotnika. Slovenija je odlično pričela tekmo in si do 10. minute ustvarila 3 točke prednosti, 6-3. Prednost bi bila še višja, če bi Marguč in Malus zadela iz 7 metrov. Žal so tako Slovenci svojo dobro igro kronali le s 3 točkami prednosti. Po slabem začetku pa preobrat v režiji hrvaških rokometašev in najprej je sledilo izenačenje na 6, nato pa delni izid 6-0 v prid Hrvaške za vodstvo z 12-7. To so bile zagotovo najslabše minute Slovenije na turnirju v Bugojnu. Na odmor med polčasoma je hrvaška reprezentanca, katero vodi trener Hrvoje Horvat, odšla s prednostjo 4 točk, 14-10 za Hrvaško. V nadaljevanju se je pričel lov Slovenije, ki se v večjih primerih približala le na gol zaostanka. Nikakor pa je ni uspelo izida izenačiti, čeprav je za to bilo kar lepih priložnosti. Hrvaška je vse do zadnje minute srečanja kontrolirala rezultat in vodila od 1 do 3 točk. Svojega dne nista imela tudi slovenska vratarja Kastelic in Urbič. Tako je Hrvaška malo pred koncem vodila za 22-19 in nato še 24-22. Končno je v vztrajni Sloveniji uspelo izenačiti na 24-24, v dramatičnem zaključku pa je gol za zmago dosegel Malos. Hrvaška je še imela zadnjo priložnost za izenačenje, vendar je Slovencem uspelo ohraniti mrežo nedotaknjeno in veselje o posvojitvi turnirja v Bugojnu se je lahko pričelo.
Pri zmagovalcih je vratar Kastelic zbral 5 obramb, 9 zadetkov je dosegel Janc, 7 Malus in po 2 Rok Cvetko Celjski, Marguč in Bedžeti. Slovenija-Hrvaška 25-24, polčas 10-14. Za Slovenijo so v Ugenem nastopali Urka Stelic, Žiga Urbič, Blaž Janc, Blaž Husar, Rok Cvetko Celjski, Luka Kikanović, Gal Marguč, Jaka Malus, Jakob Bedžeti, Rok Cvetko Ormoški, Miha Kulmančič, Matic Topolovec, Grega Krečič, Darko Stojnič, Jan Prevolnik, Andraš Velkavrh ter trenerji Saša Prapotnik, Goran Debelak in Uroš Krstič. Turnir je Sloveniji služil kot priprava na olimpijski festival Evropske mladine, ki bo meseca julija potekal v Utrechtu na Nizozemskem. Tam bodo nastopile reprezentance Nizozemske, Avstrije, Danske, Švedske, Nemčije, Španije, Hrvaške in Slovenije. Slovenijo še čakajo pripravljalne tekme proti Hrvaški in Avstriji, obema udeležencema olimpijskega festivala Evropske mladine. Ostajamo pri rokometu. Ekipe v prvi slovenski rokometni ligi bodo zaradi reprezentančnega nastopa na Islandiji mirovale. Tretji krog Lige za prvaka in Liga za obstanek je tako na sporedu v sredo 10. aprila. V Lige za prvaka bo najzanimivejši par Cimos Koper, Gorenje Velenje, v Lige za obstanek pa para Jeruzalem Ormož, Sviš Ivančna Gorica in Ribnica Sevnica. Tekma med Vinari in Sviškoti bo na sporedu ob 19. uri v športni dvorani na Hradeku. V prvi B slovenski rokometni ligi je ta vikend na sporedu 18. krog. Rokometaši Velike nedelje kariero Ptil čaka v soboto 6. aprila ob 19. uri pomembna domača tekma proti Škofljici, ki je neposreden konkurent v boju za obstanek v ligi. Zasedba Gorišnice bo v 18. krogu v soboto 6. aprila ob 19:30 gostovala pri Dol Hrastniku. Nogometaši v Medobčinski nogometni zvezi Ptuj Superliga nimajo sreče z vremenom in tekme se odpovedujejo kot po tekočem traku. Če jim bo šlo vreme na roko, bodo nogometaši kariere Ptil iz Ormoža v soboto 6. aprila ob 16. uri gostovali pri Hajdini. Hajdina je trenutno 8 s 7 točkami, Ormožani zadnji 10 s 3 točkami. Nogometaše Središča v nedeljo 7. aprila ob 16. uri čaka gostovanje pri drugovreščenih Podvinci. Središčani so trenutno 5 s 20 točkami. Kljub hladnemu vremenu je bilo v Ormožu preteklo soboto zelo vroče na drugem turnirju za državno prvenstvo Slovenije v kickboksingu in sicer v disciplinah point fighting, light contact ter disciplini kick light, ki je bila letos prvič na sporedu. V športni dvorani na Hradeku se je zbralo nekaj manj kot 300 tekmovalcev iz 22 slovenskih klubov. Nastopilo je natančno 282 bork in borcev. Ljubitelji borilnih veščin so videli številne razborljive in kvalitetne borbe. Konkurenca je bila zelo močna v kick-lightu, ki je najmlajša kickboksing disciplina in kjer so nas na svetovnem prvenstvu v Makedoniji leta 2011 po osvojenih medaljah med 32 državami na koncu prehiteli le Poljaki. Iz kluba borilnih veščin Ormož se je tekmovanja udeležilo 10 tekmovalcev, trenerja Danilo in Milan Korotaj ter sodnica Tončka Kaluža. Iz vrst Ormoža smo pogrešali slovensko reprezentantko Nušo Štefančič. Tekmovalci so se pred domačim občinstvom ponovno izvrstno odrezali, saj so dosegli kar 5 prvih mest, 3 druga mesta in 9 tretjih mest. Zraven že uveljavljenih tekmovalcev, ki zastopajo tudi barve Slovenije, kot člani državne reprezentance, so se odlično odrezali najmlajši tekmovalci kluba borilnih veščin iz Ormoža. Pa poglejmo rezultate Ormožanov. Lan Kokol je med mlajšimi kadeti v point fightingu do 37 kg osvojil tretje, do 42 kg pa 5. do 8. mesto. Nec Korotaj je v istih kategorijah dvakrat zasedel 5. do 8. mesto. Rok Tomažič je pri starejših kadetih do 52 kg v point fightingu osvojil prvo, v light kontaktu pa drugo mesto. Mlajši od bratov Tomažič se je veselil zmage v kategoriji starejši dečko do 57 kg v light kontaktu. Matjaž Pleh je med mladinci do 57 kg v point fightingu osvojil tretje, v light kontaktu pa drugo mesto. Pleh je nastopil tudi v višji kategoriji do 63 kg, kjer je v light kontaktu zasedel tretje mesto. Dejan Kociper se je veselil 2 zmag, in sicer med mladinci do 57 kg v point fightingu in light kontaktu. Med mladinci do 63 kg light kontakt je Kociper dodal še drugo mesto. Na turnirju v Ormožu se nam je predstavil tudi novi ormoški obraz Luka Vrankovečki. Kljub pomanjkanju izkušenj je Vrankovečki osvojil 3 tretja mesta. V point fightingu med mladinci do 57 kg in v light kontaktu do 57 in 63 kg.
Žan Tomažič je med mladinci do 63 kg light kontakt osvojil prvo mesto, med mladinci do 69 kg light kontakt pa je slovenskemu reprezentantu pripadlo tretje mesto. Za nastopom v višji konkurenci si je Tomažič kljub porazu v polfinalu nabral nove prepotrebne izkušnje. Med člani so barve ormoškega kluba zastopali Florian Kuharič, Mitja Rozman in Uroš Brlek. Kuharič je med člani do 74 kg light kontakt osvojil tretje mesto. V polfinalu pa je staknil žal poškodbo in bo vsaj 3 mesece odsoten iz tatamijev. Rozman je med člani do 74 kg light kontakt zasedel 5. do 8. mesto. Brlek pa med člani na 94 kg v point fightingu tretje mesto. Z doseženimi rezultati in vsem preostalim je bil zelo zadovoljen tudi trener kluba borilnih veščin Ormož Danilo Korotaj. Poglejmo in poslušamo pogovor. Najprej čestitke na izpeljavi turnirja, kar precejšen zalogaj je izpeljati takšen turnir z 282 borci, borkami iz 22 klubov. Ja, zagotovo. Ponovno nam je bila zaupana organizacija tega turnirja. Pomeni zdaj, da dejansko zadnji turnir je bil organiziran leta 2010. Smo se pač odločili, da to organiziramo. Uspeli smo kar dobro zadevo zaenkrat pripeljati do drugo polovico. V glavnem tekmovanje poteka v semi light kontaktu in v kick lightu, kot boste videli, na 3 tatamijih. Naši tekmovalci pa so, bom rekel, kar bili zopet ponovno uspešnejši v light kontaktu, katere discipline dajemo tudi glavni poudarek klubu. S kakšnim številom borcev ste nastopili na turnirju v Ormožu? Nastopili smo dejansko z 9 imeni, ampak so določeni tekmovalci, boljši tekmovalci zaradi določenih, bom rekel, slabše zasedenih kategorij nastopali tudi v 2 oziroma 3 disciplinah. V eni discipline v semi kontaktu, prav tako v svoji disciplini v light kontaktu in še v eni kategoriji više v light kontaktu. Leto 2012 je bilo odlično leto. Tudi 2013 imate verjetno visoke cilje. Zagotovo. Verjetno je bilo opaziti, da letos še se zaenkrat nam ni odločila oziroma predložila Nuša Štefančič, kar je, bom rekel, en takšen veliki hendikep za klub, ampak to se vedno dogaja. Upam, da še se Nuša nam mogoče priključi, če ne letos naslednji sezoni, mogoče na kakem pokalu. Drugače pa imamo tudi zdaj se tudi, bom kar dobro rekel, je v Karlovcu na prejšnjem prvenstvu prebil let Lan Kokol, ki je tekmoval v 2 kategorijah. Uspelo me tudi ponoviti to na prvem državnem prvenstvu, ko je bilo in v semi kontaktu v kategoriji 37 in 42 kg, tako da podmladek počasi zopet pridobivamo. Imamo še par borcev, ampak še nismo, bomo rekli, danes pripeljali na ta turnir. Kot standardno pa imena Dejan Kociper, Žan Tomažič, Pleh Matjaž, Tomažič Rok. Danes se tudi preizkušal Luka Vrakovečki, ampak ni bil kar dosti prisotn na treningih, tako da bo še malo delati. To je tudi Nejc Korotaj. In pa tudi v članske konkurence se od lanskega jesen dejansko pojavila novo ime plus 94 kg Brlek Uroš, kateri je sicer danes nastopal, ampak je tudi kar dosti krat službeno zadržan, tako da dejansko se premalo treninga mu tudi danes ni uspelo osvojiti oziroma prvega kroga. Tu pa sta še potem 2 tekmovalca, Rozman Mitja in Kuharič Florian, ki pač nažalost tekmujeta v light kontaktu v isti kategoriji, oba do 74 kg, tako da sta se v Karlovcu, če se vrnem tudi nazaj v mesecu februarju, srečala v finalu. Danes pa še bomo videli, kako se bo ta kategorija razvila. Za budnim očesom je dogodke na turnirju spremljal tudi predsednik Kickboxing zveze Slovenije Vladimir Sitar. Kako ste zadovoljni z današnjo organizacijo turnirja v Ormožu? Organizacija je kot vsako leto bila na najvišjem nivoju, koliko je to možno glede na dvorano, v kateri smo, ki je prav tako zadovoljiva in se lahko naredijo taki turniri državnega prvenstva. Kot vedno se je organizator klub borilnih veščin Ormož potrudil. Moramo povedati, da Ormož že dolgo let obstaja na zemljevidu kickboxinga in prav tako v organizacijskem smislu in nima težav za svojo veliko ekipo.
Danes sodeluje 282 tekmovalk in tekmovalcev iz 22 klubov. Mogoče še pogrešamo kakšen klub? Ja, še pogrešamo kakšen klub, vendar že ta številka zelo velika, ker vemo, da to tekmovanje ne v vseh disciplinah, ampak samo v 3. Mi gremo drugi mesec v Novo Gorico na 3. turnir, ker so v drugih disciplinah, tako da številka aktivni v kickboxingu v naši zvezi bliskovito raste. Lahko ste videli malo kvaliteto tega državnega turnirja. Kam bi lahko s to kvaliteto posegli v evropskem oziroma svetovnem merilu? Glede na to, da je kar nekaj novih klubov, glede na to, da je kar nekaj novih tekmovalcev, je bila kvaliteta od tistih slabih, bomo rekel, pod narekovaje, ker vsak se trudi po najboljših močeh, do solidnih pa tudi tisti najboljši so tekmovali, tako da smo videli vse tu v Ormožu. V letu 2013 je pred Kickboxing Zvezo Slovenije so katera tekmovanja, govorim o evropskem in pa svetovnem merilu. Kaj vas čaka? No, imamo svetovna prvenstva članska in sicer v Braziliji in v Italiji in seveda mladinsko prvenstvo pa je tokrat v Mađarskem. Poleg tekmovalk in tekmovalcev je največ dela imela tudi zdravniška služba, za katero je skrbel Franc Novak. Ste eden izmed najbolj dejavnih mož na današnjem turnirju. Je to običajno ali je to nekaj posebno navadnega? Dokaj običajno, ker poškodb pri tem je kar precej, večina je hvala Bogu lažjih, bolečine predvsem v udarjenih mišicah, v udarjenih sklepih. Je pa vmes nekaj takih malo težjih poškodb ali pa mogoče meja z motno zavesti, ko pa le treba močkim počakati, odrediti, prekiniti srečanje, svetovati ne nadaljevati, posebno pri otrocih pa mlajših, ko so v žaru borbe in se ne znajo ustaviti. Zelo je pa odvisno od sodnikov. Če sodniki ne opravijo svojega dela, tako kot je treba, in pustijo pri kategorijah, kodar naj ne bi bilo poškodb, skratka samo dotik, potem gre vse narobe. Ste mogoče kdaj vi tisti, ki svetujete trenerju, češ, ne zaustavi konje, fant je poškodovan oziroma dekle, pa se enostavno borba ne nadaljuje? Pri mlajših kategorijah velikrat, ker čim je ocenam, da je bolečina tista, ki preprečuje oziroma ovira pri tekmovanju in zakrči, mu lahko vzameš vso voljo in svetujem trenerjem, ali pa celo sam prekinem in pač v dobro mladega rečem, da ne nadaljuje sodniku. Sodnik bo pač upošteval tisto moje mnenje. Po tekmi sami se pa pogovorim po možnosti starši, ker velikokrat so starši tukaj zraven, pa se da lepo pogovoriti, pa svetovati, da otroku pustijo veselje do tega športa in ga ne omejujejo, oziroma mu pomagajo takrat, ko je bolečina ali pa nepomembna poškodba tista, s katero se zogne tekmi. Klub borilnih veščin Ormož je zelo uspešno pod streho spravil še en turnir državnega prvenstva. Ob tem so znova uspešno nastopili ormoški borci, kar daje novi zagon za še trdnejše delo. Tako, le še za slovo imamo časa. Vremenska napoved pravi, da bo konec tedna menda izza oblakov le pokukalo malo sonca. Kakorkoli, na vreme očitno ne moremo vplivati, lahko pa morda na dobro počutje. Poskrbite zase in srečno do prihodnjič.